Pozdravljeni, dragi gledalci, na webinarju, v katerem bom predstavil prihajajoči program za izboljšanje partnerskih odnosov, ki ga začnem 30. marca. Trajal bo 30 dni, 6 dni na teden, se pravi, sobota je prost dan, ostalo pa vsak dan med 8 in 9 pa 10, 9 pa 15. Učim, razlagam in odgovarjam na vprašanja ter vodim vaje, namenjene izboljšanju partnerskega odnosa ali ustvaritvi podlage za to, da bi se lahko partnerski odnos ustvaril ali da bi lahko partnerski odnos ustvarili. In temu, kako bolje razumeti, zakaj vam partnerski odnosi ne uspevajo, zakaj se vam partnerski odnos, ki na začetku veliko obeta, v nekaj letih, včasih pa celo prej, spremeni v neke vrste nočno moro, iz katere potem poskušate na vse pretege pobegniti. Namen programa je, da predvsem izboljšam razumevanje in vedenje o moškem in ženskem telesu, o moški in ženski strukturi, o delovanju moškega in ženskega živčnega sistema, leve in desne možganske polovice, in temu, kakšne so specifike moške telesne strukture in kako to vplivajo na moško funkcijo, in ženske telesne strukture in kako to vpliva na žensko funkcijo. Predvsem iz razloga, ker iz prakse vidim, da je največ težav v partnerskih odnosih ali pa v vzpostavitvi partnerskega odnosa ali ohranitvi partnerskega odnosa ta, da je zaradi senzorno-motorne amnezije v sistemu zelo težko najti moškega, ki bi se primarno vedel po moško, sekundarno po žensko, in žensko, ki bi se vedla primarno žensko in sekundarno po moško, kar je v bistvu v praksi najbolj primeren način vedenja in usklajenosti med telesno strukturo in funkcijo te osebe za dolgotrajen partnerski odnos in še posebej za partnerski odnos, ki z leti postaja vedno boljši. Večina partnerskih odnosov, ki jih pri svojem delu spoznavam, so pa usmerjeni v to, da ima moški primarno žensko ali otroško funkcijo ali pa pretirano moško, se pravi, da ima primarno in sekundarno moško funkcijo, kar potem vodi v pretirano agresivnost, pretirano tvrdoglavost, pretirano premočen strah, ki ga potem ženska razvije do takega moškega, in to seveda potem ženski onemogoča normalno funkcijo. Onemogočanje normalne funkcije pri ženski pa seveda potem vodi tudi v to, da se pri moškem stvari samo še slabšajo, dokler ne pride do razhoda. Ali pa da ima ženska primarno moško funkcijo, pa sekundarno žensko funkcijo, ali pa celo v določenih primerih, da ima primarno žensko in sekundarno žensko funkcijo. V takih zvezah je potem vloga spolov in funkcija moškega in ženskega vedenja obrnjena, ni pa obrnjena struktura teles moškega in ženske, ki je v takem odnosu, in to seveda potem za sabo potegne, da odnos ni učinkovit. Neučinkovit odnos pa za sabo potegne to, da tak odnos dolgoročno postaja vedno slabši, namesto da bi bil dolgoročno vedno boljši. Ko imamo recimo primere, kako praksa vpliva na nekoga, kako vozi avto, kakšen je v službi, kako obvlada določen šport, vedno vidimo, da je dolgoročnost ali pa praksa vodi v višjo učinkovitost, v to, da je nekdo boljši v tem, kar dela, se pravi boljši v svoji funkciji. In po taki logiki je tudi seveda z leti, ko ima vedno več izkušenj, modrosti, prakse, vedno več vreden. V partnerskih odnosih, seveda tistih, ki ne funkcionirajo tako, kot je treba, pa vidimo, da je ravno obraten trend, da sta partnerja na začetku še najbolj tolerantna, prilagojena, pripravljena na kompromise,
učinkovita, zaljubljena, sočutna, razumevajoča, potem pa s časom izgublja partnerski odnos to, te lastnosti in postaja vedno bolj trd, vedno bolj nerazumevajoč, vedno bolj ločen, vedno manjša je notranja privlačnost med partnerjema, kar pa seveda dolgoročno potegne za sabo, da tak partnerski odnos začne razpadati, postane vedno bolj entropičen, kar seveda vodi v razhajanje v partnerskem odnosu ali pa to, da druge osebe, običajno otroci, prevzamejo tisto funkcijo lepila, tistega, ki veže, ki drži partnerski odnos skupaj, ki bi se brez njihovega vpliva že zdavnaj, razpadel, ali pa, zato, da ohranimo partnerski odnos, se začnemo zlorabljati, ali delo ali šport ali določene hobije, nekaj, kar nas je prej veselilo, začnemo potem zaradi pomanjkanja privlačnosti, veselja, zaupanja, odgovornosti in učinkovitosti v partnerskem odnosu zlorabljati, ker nas partnerski odnos več ne veseli, nam ne prinaša več, napredka, nas ne zadovoljuje in ne zadovolji, potem iščemo rešitve v, drugih področjih, postanemo potem strastni športniki ali deloholiki, gremo v izgorelost in kronično utrujenost, kar pa seveda samo začasno reši težave, nedelujočega partnerskega odnosa in seveda se potem dostikrat dolgoročno, spremeni tudi v kronične težave, kronične bolezni, s katerimi potem oseba dejansko ostane ujeta v določen partnerski odnos. Seveda je pa na ta način lahko tudi, bolj ko boste to razumeli skozi program, bolj boste razumeli, zakaj je, število ločitev tako visoko in zakaj je vzpostavitev partnerske zveze, to, da najdeš primernega partnerja in da z njim ostaneš dovolj dolgo, da vajina zveza postane bolj stabilna, bolj čvrsta, tako težko, ne. V bistvu, se pravi, sestava, struktura programa je taka, da, prvih 20-25 minut, razlagam, določeno tematiko, ki jo za tisti dan izberem. Tematika, se pravi razlaga, ki jo dajem, je vedno povezana z namenom programa, se pravi v tem primeru izboljšanjem partnerske zveze ali pa vzpostavitvijo partnerske zveze ali pa preprečitvijo, da se, partnerska zveza sprevrže v nekvalitetno partnersko zvezo, ali pa da zmanjšate verjetnost, da nova partnerska zveza, ki jo boste v prihodnosti ustanovili z nekom, da gre spet po enakem tiru, po enakem, po enaki, tradiciji kot že toliko zvez prej. Ker, največkrat v bistvu, če delam, z osebo, ki, me poišče zato, da bi ji pomagal pri izboljšanju partnerske zveze, je v bistvu to, da je oseba ali tudi par seveda vedno bolj nezadovoljen, s tem, kako njuna partnerska zveza deluje. Po drugi strani, pa vidita en ali drug, dostikrat pa tudi oba, da je njun partnerski odnos vedno bolj podoben partnerskemu odnosu enega od, staršev, ali pa celo, dostikrat, da v bistvu začneta poustvarjati partnerske odnose, iz katerih sta onadva nastala, iz njihovih izvornih družin. In, ob, poslušanju vsebin, spoznata, da da se dogajajo stvari, ki izvirajo iz podzavestnih vzorcev, ki sta jih v bistvu prenesla ali, pridobila v svojem otroštvu, in potem dlje, ko sta v partnerskem odnosu, bolj njuna podzavest vpliva na to, da se vedenje, ki ga sta opazovala in bila udeležena v njem v svojem otroštvu, začne poustvarjati na moderen način v njuni partnerski zvezi in, večino ljudi to spravlja v obup. Ne morejo verjeti, da je možno, da se njim dogaja točno tisto, česar so se najbolj bali ali pa so najbolj
trdno verjeli in bili odločeni, da oni tega ne bojo počeli. In seveda, ko imate par takih izkušenj, kjer se partnerska zveza, ki je na začetku polna prijetnih čustev, metuljčkov v trebuhu, zaljubljenosti, evforičnosti in podobnih ljubezni in podobnih pozitivnih čustev, se potem lahko v nekaj letih sprevrže v partnersko zvezo, kjer se partnerja skoraj ne pogovarjata več, ko sedita v avtu, gledata vsak v svojo stran, voznik gleda na cesto, sovoznik gleda v telefon ali se pogovarja s čim drugim. Ko sta doma skupaj, teče beseda več ali manj samo še o problemih, takšnih in drugačnih, bolj take pomembne stvari, osebne stvari se pa večina ljudi danes pogovarja bolj kot ne samo še s svojimi prijatelji ali prijateljicami, ne pa več med seboj, kar seveda vodi v to, da je skupno preživljanje časa vedno bolj omejeno na to, da gledamo v računalnik, gledamo v telefon, gledamo v televizor, pogovori so pa vedno bolj prazni. In seveda, tak odnos dolgoročno ne more obstati, razen če so neki višji interesi, se pravi skupni otroci, skupno premoženje ali kakšna drug interes. V praksi pa to pol vodi, da je telo vedno bolj trdo, da je nepoznavanje partnerja vedno večje, negativen vpliv njegove podzavesti na vas in vaše podzavesti na njega vedno močnejši in seveda gremo potem, bežimo od take partnerske zveze v druge stvari ali pa ugotovimo, da je najbolj učinkovito ali pa najlažje biti sam. Kar seveda kratkoročno je pogosto res, problem, ki pa nastane, pa je, da dolgoročno pa oseba, se pravi človek kot socialno bitje, če živi sam, brez partnerja nasprotnega spola, ki ga razume, ki ga spoštuje, ki ga čuti, ki ga opazuje, ki mu da določen ali pa potreben pomen in s tem spoštuje in čuti in zaznava njegove meje, skorajda ni mogoče oziroma z leti postaja vedno težje in vodi v vedno več depresij, žalosti, razočaranj, in kroničnih težav. Seveda to ne pomeni, da je vsaka partnerska zveza boljša od tega, kot da ste sami, ker seveda ne drži. Namen AEQ-ja pa AEQ odnosov oziroma programa za izboljševanje partnerskih odnosov je pa ravno v tem, da skozi delovanje in razumevanje senzorno-motorne amnezije, na kakšen način odtujenost med našim telesom in med našo zavestjo, na kakšen način nepravilno delujoč avtonomen živčen sistem, ki je sploh pri ženskah v absolutno premočnem in preveč kroničnem simpatičnem stanju, negativno vpliva na to, kako čutimo sebe, kako zaznamo lastne občutke, kako zaznamo lastne reakcije, kako zaznamo in razumemo, kakšno čustvo imamo v sebi, kakšno čustvo izražamo v okolje proti partnerju in tudi seveda kakšen je naš vpliv na njega in njegov na nas, lahko oziroma boste skozi program razumeli veliko bolje in skozi vaje, ki jih bom vodil na programu, tudi v praksi občutili vsak dan po malo. In v 30 dneh se teh razlag pred vajo, polurne vaje, ki je sestavni del programa, in seveda potem tudi tam 15 do 20 minut, v katerih odgovarjam na nekatera od vaših vprašanj, ki jih postavljate na programu, se v 30 dneh ustvari v vašem telesu nov model razmišljanja. Predvsem zato tega, ker je program sestavljen tako, da od vas zahteva določeno rutino, določeno urejenost, da ste vsak dan ob 8. uri na Zoomu in da na tem Zoomu v bistvu pozorno poslušate razlage
in pozorno izvajate vaje, kar pa seveda je za veliko večino ljudi nekaj nenavadnega ali nekaj, česar prej niso niso imeli te redne prakse razmišljanja o tem, kako sistem deluje, zakaj so takšni, zakaj so tako, zakaj se jim ponavljajo vedenjski vzorci, ki so se jih v otroštvu bali ali pa so jim predstavljali velik odpor, zakaj se vedejo podobno kot eden od njihovih staršev v njuni partnerski zvezi, čeprav sami se spominjajo še mogoče tistega obdobja najstništva, ko so enostavno niso prebavljali določenega vedenja, določenih partnerskih odnosov ali pa oblike partnerskega odnosa med starši, ali pa v bistvu, če so izhajali iz enostarševske družine, zakaj jim se kar naprej ponavlja to, da ne morejo vzpostaviti in obdržati vedno boljšega partnerskega odnosa, ampak v določenem obdobju pride do tega, da enostavno dvignejo roke in se razidejo, ter potem njihov otrok seveda poustvarja in živi v enakem okolju, kot so oni sami živeli, čeprav so takrat močno hrepeneli po tem, da bi imeli oba starša, ali pa so tudi konkretno trpeli zaradi tega, ker so imeli samo enega starša v primerjavi z drugimi otroci, ki so živeli v dvostarševskih družinah. Namen ali pa razlage v programu in tudi vodenje vaj bo namenjeno temu, da boste bolj spoznali dvojino človeškega telesa, prav, da boste bolj spoznali, da je človek narejen in v bistvu funkcionalno, funkcijsko ločen v dve neločljivi, medsebojno povezani polovici, moško in žensko. Na desni strani telesa in v levi možganski polovici imamo strukturo, načine vedenja in funkcijo tako, ki poudarja moško vedenje, moški vpliv, na desni polovici telesa, na levi polovici telesa in desni možganski polovici imamo pa strukturo in funkcijo, ki bolj poudarja žensko vedenje, ženski vpliv. In vsak od nas ima te obe polovici, samo se eni moramo v otroštvu oziroma tam nekje pri 8., 9. mesecu starosti začeti odpovedovati. Fantki začnejo zmanjševati žensko vedenje, ženski vpliv, punčke začnejo povečevati žensko vedenje, ženski vpliv in zmanjševati moško vedenje in moški vpliv, če je vse v redu, seveda. Zaradi tega, ker pride do izločanja estrogena, testosterona, ki potem odloča in vpliva na to, da se telo razvije v moško ali žensko smer, da potem postane oblika oziroma struktura in funkcija telesa vedno bolj podobna spolu, ki je bil določen ob spočetju. Potem pa seveda lahko kasneje v razvoju pride do tega, da da oseba spozna ali pa iz prakse vidi, da če se vede v skladu s svojim telesom, da to ni primerno, da okolica na njegovo vedenje ne odreagira primerno. Pogost primer je recimo, da če je mati kot otrok ali najstnik sovražila očeta in da ima negativno izkušnjo z moškimi, tako z dedkom, bratom, očetom, možem, da je potem zelo pogosto njen nezaveden ali pa tudi zaveden odziv na sinovo moško vedenje negativen in potem seveda tak otrok hitro zazna, ker v bistvu njegova osnovna funkcija je, da v prvih 6., 7. letih življenja skozi povezavo s starši in obliko medsebojnih odnosov s starši in predvsem obliko odzivov staršev na otrokovo vedenje določi in ustvari strukturo avtonomnega živčnega sistema podzavesti in seveda potem tudi zavesti in določeno vedenje, ki določeno vedenje poudarja, določeno drugo vedenje pa zmanjšuje ali ga pomanjšuje.
ter s tem v bistvu otroku otežuje, da se vede primarno, recimo moškemu otroku, da se vede primarno po moško pa sekundarno po žensko, kar je idealno. Ampak seveda pride lahko do tega, da se moški, da se sin vede, kljub temu, da ima moško telo, da se začne zaradi take recimo materinega odziva na njegovo moško vedenje, ki je negativno zaradi materinih negativnih izkušenj iz njene preteklosti ali pa tudi sedanjosti, da se začne sin vesti vedno bolj po žensko, oziroma da niti ne odraste, ampak da ostane nekje na nivoju fanta ali pa fantka, čeprav ima lahko odraslo telo. Kar pa seveda potem močno vpliva na njegovo obliko partnerske zveze, na to, kateri ženski je privlačen, katere ženske odbija, in tudi na kakšen način njegova podzavest vpliva na žensko v partnerskem odnosu in podzavest ženske, s katero je v partnerskem odnosu, vpliva na njega. In v takem primeru lahko hitro dobimo nefunkcionalno partnersko zvezo. Lahko imate tudi primer, ki je tudi zelo pogost, je, da oče zaradi tega, ker je recimo živel s tako mamo, kot sem jo prej, kot otrok, kot sem jo prej opisal, ki je sovražila moške zaradi takih ali drugačnih razlogov iz preteklosti, je potem bil pogosto v odnosu do mame nemočen. Mama mu ni znala dati brezpogojno ljubezen, ni mu znala dati primeren starševski odnos, ki bi se z leti zmanjševal v starševskem odnosu, da bi lahko recimo sin potem, ko napolni 17, 18, 19 let, postal samostojen, neodvisen in zaključil starševski odnos s svojo mamo, ter se potem zaradi tega, ker starševskega odnosa več ne bi imel, pripravil na to, da ustvari partnerski odnos z drugo žensko in z njo ustvari družino, pride do tega, da zaradi takega odnosa med mamo pa med sinom razvije nemoč do ženske, ki seveda potem lahko ustvari sovraštvo do žensk, odpor do žensk, to, da na drugi stopnji v bistvu ga ne privlačijo ženske s primarnim ženskim vedenjem, ampak ga začnejo privlačiti ali pa ga privlačijo ženske s primarnim moškim vedenjem, ki imajo vedenje na tej stopnji podobno vedenju njegove matere. Sicer tukaj ne govorimo o istem copy-paste vedenju, ampak v podobnem vedenju, ki lahko na zunaj niti ne izgleda kot moško. In tudi taka ženska ne izgleda kot moški, ampak izgleda lahko popolnoma ženstveno. Ampak ima tak odnos v sebi več agresije, manj umirjanja, manj sočutja, več impulzivnosti in podobno, kar seveda potem vodi, da se on zaljubi v žensko, ki ima primarno moško vedenje, in potem seveda ne more on tudi imeti primarnega moškega vedenja, ker če ne, pa potem tega moškega vedenja v odnosu preveč, ženskega pa premalo. Potem se moški običajno spet vrne v tisto nemoško vedenje, ki ga je mogel razvijati pri materi, ker ni trpela takega vedenja. Seveda s tem pol njegovo moško vedenje, ki je lahko mogoče v določenem obdobju življenja, tam med 20 pa 25 letom, zaradi vpliva zavesti in močne volje, da bo drugače, da ne bo tak, kot je bil prej, se lahko tudi začasno prestavi na primarno moško vedenje, ampak na zavestni ravni, ki ni podprto s telesom in podzavestjo tega moškega. Potem po 25. ali pa 30. letu, pa tudi zaradi vpliva ženske, s katero je, ki ima pa tudi primarno moško vedenje, ki se lahko pa zaradi zavestnega moškega vedenja pri moškem začasno premakne v recimo zavestno primarno žensko vedenje, se pa potem po nekaj letih zveze začne njuno vedenje počasi spet usklajevati s tisto podzavestno obliko, da on ima se vedno bolj vede nemoško, ona pa vedno bolj po moško. In tak odnos seveda za sabo potegne nesimetričnosti,
neučinkovitosti, ker ne glede na to, da se je ženska mogla naučiti vesti po moško, ker je to bilo za njo bolj koristno, pa tudi današnja družba že kar nekaj desetletij forsira in spodbuja ter omogoča ter olajšuje življenje osebam, ki se vedejo primarno po moško, ne pa seveda tudi po žensko. Zato je tudi vedno več žensk v primarnem moškem vedenju, kar pa za sabo potegne, da je vedno težje ustvariti partnersko zvezo, kjer bosta ona v primarnem ženskem, on pa v primarnem moškem vedenju. In to potem vodi da zveza postaja vedno bolj nestabilna, da zveza postaja vedno bolj plitka in da v zvezi prihaja do vedno manjšega spoštovanja medsebojnih meja, ker seveda nobeden od partnerjev ne funkcionira v skladu s svojo strukturo. Imata moško pa žensko telo, funkcionirata pa po drugačnih funkcijah, po drugačnem vedenju, se ustvari v telesih in v živčnem sistemu senzorno-motorna amnezija ali pa odtujitev. V takem primeru pa potem je seveda zaradi slabšega delovanja in medsebojnega stika med telesom pa med zavestjo težko določiti, kje so meje, kakšne meje ima moški v partnerskem odnosu, kakšne meje ima ženska, in pride do kršenja mej, do medsebojne zlorabe, seveda potem pride do medsebojne travme, kar spet vodi v podobno nemoč, kot sta imela njuna starša v njunem partnerskem odnosu, in potem se vse skupaj začne podirati. Dodamo pa še zraven vpliv okolja, ki danes v bistvu ni več toliko ali pa ni sploh naklonjen ali pa ne zahteva določenih partnerskih odnosov, ampak v bistvu je popolnoma normalno ali celo zaželeno, da moški živi sam, da ženska živi sama. In je ta pritisk družbe, ki je včasih silil moškega pa žensko, da sta šla skupaj v partnerski oziroma odnos, kjer sta pač bila poročena, vedno manjši, in zato je v bistvu vedno lažje ali pa celo v bistvu vedno bolj normalno, da so moški in ženske sami. In tudi statistika nam govori, da je število moških in žensk starih 30 let, ki niso v partnerskih zvezah ali pa celo niso nikoli bili v partnerskih zvezah, vedno večje in se v bistvu približuje 50%, sploh v bolj razvitih državah, kar pa za sabo potegne vedno več težav vezanih za vedenje, psiholoških težav, depresij in ostalih problemov, ki pa se seveda potem prenašajo tudi na težave na telesni ravni. In en od glavnih namenov programa je ta, da boste skozi njega v bistvu spoznali, kako je pomembno in kako lažje je živeti in biti učinkovit v reševanju problemov, če imate urejen partnerski odnos oziroma če postopoma vsak dan malo urejate partnerski odnos, da bo bolj takšen, da bosta en drugem pomembna, da se bosta en do drugega vedela vedno bolj odgovorno, da bosta lahko en drugem vedno bolj zaupala, kar bo pomenilo in za sabo potegnilo, da boste vedno bolj lahko v partnerskem odnosu učinkovito reševala probleme, kar pa ustvari notranjo privlačnost v partnerskem odnosu, ki je pa ena od največjih garancij, da bo tak partnerski odnos obstojen in da bo vzdržal pritiske okolja, ki pritiska na vsakega od nas, na vsak partnerski odnos, da ga ruši, zaradi tega, ker seveda slabši, ko imamo partnerski odnos, bolj smo odvisni od drugih, bolj smo odvisni od takšnih ali drugačnih odvisnosti, kar pa za sabo potegne večjo porabo, večjo odvisnost od tega, da moramo nekaj kupiti, da moramo nekaj delati, da moramo nekam iti, biti z nekom drugim, biti odvisni od tehnologije, zato ker pač ne moremo biti bolj globoko povezani s partnerjem in logično potem tudi ne moremo biti bolj globoko povezani sami s sabo. Tako da, če vas je povedano
opomnilo, spomnilo ali pa dalo kakšen uvid v to, kako ste, kako, ali želite še naprej tako biti ali, imate željo in potrebo spremeniti svojo partnersko obliko partnerskega odnosa ali pa, delati na tem, da bi bili bolj uspešni v, temu, da ustvarite primeren partnerski odnos, ki bo potem vam omogočil vedno bolj kvalitetno in usklajeno ter umirjeno življenje s to osebo. Vabljeni na program, kjer boste v bistvu spoznali ogromno novih stvari, ki ste jih nekje v sebi noter že vedeli oziroma jih že veste oziroma čutite, da je tako res, da je res tako, potem boste pa skozi vaje, ki jih bom vodil na programu, tudi vedno bolj jasno čutili sebe. Še posebej je program primeren za to, da se oba partnerja vključita v program hkrati, da sta oba hkrati na isti kameri, se pravi, da vaje in da program poslušate skupaj in da vaje izvajate skupaj, v istem prostoru, v istem času, kar avtomatsko pomeni, da bosta 1 uro, 1:10, 1:15 vsak dan, 6-krat na teden skupaj poslušala razlage, dobivala spoznanja, razumela, zakaj je prišlo do določenih, stvari, do določenih oblik partnerskega odnosa, ki so zanju nezaželene, skozi, učenje, razumevanja čustev, občutenja čustev in uporabe čustev boste pa lahko v bistvu tudi bolj globoko spoznala en drugega in bolj razumela, zakaj prihaja do napak v komunikaciji, zakaj narobe razumeta en drugega, zakaj, njune besede postajajo lahko, čeprav hočeta v bistvu odnos izboljšati, se odnos poslabša, kratkoročno ali pa dolgoročno. In, vse to omogoča bistveno, boljše poznavanje in vpliv na medsebojne odnose, zato da partnerski odnos v bistvu postane trajen in da, je ta oseba, s katero ste, tista ta prava, s katero boste lahko preživeli svoje življenje. Tako da hvala lepa za poslušanje in se vidimo na programu. Pa nasvidenje.